Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci podcasta Mladost na kmetiji. Danes sem na obisku pri mladem fantu iz zaselka Spodnje Selce iz Šmarja pri Jelšah. 19-letnik prihaja z velike mlečno-živinorejske kmetije, ima starejšega in mlajšega brata, je član društva podeželske mladine Šentjur, veseli ga delo s stroji, del poletja pa bo preživel tudi kot animator na oratoriju v domači župniji. Rok, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Hvala, ker si se odzval našemu povabilu na snemanju tega podcasta in ker smo tik pred zaključkom šolskega leta, me zanima, kako pa minevajo tile zadnji dnevi v šoli, glede na to, da si še dijaka, ne? Ja, pa je še kar naporno. Čakam, da se konča, da bo bolj prost. Da bo veliko časa za počitnice Ja. in za delo na kmetiji. Ne? Ja. Ja. Ti je drugače všeč v šoli? Morda malo tudi opišeš na začetku, katero šolo obiskuješ? Obiskujem kmetijsko šolo Šentjur, hodim za kmetijskega tehnika 3+2, pa mi je kar všeč, no. Veliko novega se naučimo, pa tudi sošolci so v redu. Se pravi, zdaj si v bistvu na zaključku tega drugega dela Ja. +2, ne? Se pravi prvi letnik tega +2. Ja. Tako. Zdaj mi pa povej nekaj besed o vaši vasi Spodnje Selce. Tule, ko smo se pripeljali, je res lep poletni dan, vse je zeleno, tudi vidi se, da je bilo kar nekaj dežja v zadnjem obdobju, ne, tudi v vašem koncu. Kako pa bi opisal vašo vasico, vaš zaselek? Ja, nas je kar veliko, ne, za takle kraj. Veliko je kmetij, med sabo se kar dobro razumemo, ne. Pa večkrat smo skupaj. Si res, tako kot si rekel, si drug drugemu pomagate. Ja. Ja. Morda malo bolj podrobno opišeš tudi zdaj vašo kmetijo, ne? Kot sem uvodoma že omenil, gre za mlečno-živinorejsko kmetijo. Približno koliko glav živine imate v hlevih? 180. To pa je precej velika številka. Ja. Tudi na vaši kmetiji živite res tako medgeneracijsko povezani, ne? Ste v eni hiši več Ja. generacij, malo poveš več o tem, kdo vse živi na kmetiji? Ja, pri nas smo zdaj že 3 generacije. Stara starša, oče in mama, pa 3 bratje smo. 3 bratje, to je pa kar zanimivo, ne? Ja. Zanimiva dinamika, bomo o tem še kaj več povedala. Zdaj, ne, vaša kmetija je za slovenske razmere, lahko rečemo, zelo velika. Če malo poveš o zgodovini, kako se je pravzaprav kmetija razvijala, da je prišla do današnje stopnje, kjer je danes. Ja, začela se je pri starih starših, ki sta to vse začela. Potem je pa vso to odgovornost prevzel oče, ko je spravil na trenutno stanje. Pa je bilo vse skozi, ste se ukvarjali z mlečno živinorejo, vse skozi krave molznice? Ja. Povej mi, kot si je dejal, ne, živite na kmetiji 3 generacije, v hlevih, kako pa je kaj razdeljeno delo? Mora biti kot na oljno kot stroja, ne? Ja, pa saj smo že vajeni po delu, ne. Oče ponavadi skrbi za hrano, mama ima preko molžev pa napajanje telet, starate ima za čistočo v novem hlevu, jaz pa vsega pomagam. Ja, seveda, zdaj vem, da nekaj hodiš še v šolo, zgodaj najbrž zjutraj vstajaš, kdaj se tvoj dan začne običajno med tednom? Ja, zbudim se okoli 10 do 7, ko pa se zrihtam, pa grem v šolo. Kdaj se ti začne pouk? 7:20 minut. Potem nimaš tako daleč, Ne. glede na to, da pozno. Lahko, si rekel, vstaneš 10 do 7 in potem dokaj blizu. Ja. Kako pa greš? Zdaj imaš že vozniški izpit? Ja. Ja, se pravi, zdaj je vse lažje, ne? Ja. Se pravi, zjutraj ravno ne moreš pomagati v hlevu, kako pa je potem zvečer?
Ali pa ob vikendih? Pa ob vikendih tudi zjutraj hodim, drugače pa med tednom pa zvečer. Ja, vsaka pomoč je dobrodošla, ne, sploh pa potem takole zvečer, ko je malo več časa. Kako pa ti uspe usklajevati zdaj sploh ob zaključku, ne, vse te šolske obveznosti in delo na kmetiji? Pa včasih se najde čas za učenje, pa tudi pride kaki dnevi, da se ne morem spraviti za zvezek, ne. Ja, saj tudi v šoli razumejo, da prihajate iz kmetij, ker je seveda delo ne počaka, ne, ga je treba opraviti. Zdaj omenil si mi tudi, ko sva se pogovarjala, v tem pogovoru, da imate 2 hleva. Če malo poveš, o tem, ne, najbrž seveda toliko veliko živali, tudi ne more biti vse na kupu, ne, ker so različne po starosti in tako naprej. Kakšna je ta dinamika v vaših hlevih? Ja, imamo star pa nov hlev. V novem hlevu že imamo možno robota, v starem hlevu pa še imamo na ročno molžo, da lahko napojimo telete. Približno koliko časa imate že robota? Pa že kakih 5 let. Najbrž je to precej olajšalo samo delo, a ne? Velike spremembe. Zdaj, da si morda lahko predstavljamo, o kakšnih količinah mleka pravzaprav govorimo? Ja, Približno. na leto okoli 600 tisoč litrov. 600 tisoč litrov, ja, to je ogromna količina. Imate v vašem hlevu tudi kakšno kravo rekorderko? Pa smo Po imeli. laktaciji, najbrž jih je veliko bilo v tem obdobju, ne? Smo imeli, največ je imela do zdaj 46 litrov, pa je bila kar nekaj časa. Na katero črko imate največ imen krav? Razno, večinoma na N ali pa kaj takega. Se menjava, ne, ker je tako velika čreda. Ja. Katera kmečka opravila rok pa so ti najbližja, ne, ko praviš, da seveda pomagaš ob vikendih praktično vseskozi, pa tudi zvečer v hlevu. Kaj je tisto, ob čemer najbolj uživaš? Ja, najbolj uživam v siliranju. Tam se lahko sprostim, pa tudi podružim s prijatelji pa sosedi. Ja, siliranje je eno tako kmečko opravilo, kjer morate stopiti res vsi skupaj, a ne. Ja. Tako da, in kako kaže zaenkrat letos na vaših poljih in njivah? Saj vemo, zadnja leta so zelo nepredvidljiva, kar se tiče vremenskih nevšečnosti, pa vendar, kako je doslej v vašem koncu? Pa do zdaj smo imeli veliko sreče, suša ni bila velika, pravi cajt smo dobili dež, za koruzo zdajle dobro kaže, pa po mojem bo dobra letina. Tudi košnja je že bila, ne, za vami sta že 2 košnji, kot si mi rekel. Ja, zdajle kmalu bo že 3. Ja, vreme se nakazuje v redu, tako da ne bo težav, da se ne bi posušilo. Jaz, seveda, ko si zunaj pri kmečkih opravilih, seveda pride tudi do uporabe najrazličnejših strojev, pripomočkov, seveda traktor in tako naprej. Kaj najraje primeš v roke, ali pa si raje na traktorju ali raje delaš s kakšnim orodjem, kako je s tem? Ja, za delo moraš pač imeti vse rad, ne. Drugače pa najraje sem na traktorju, tam se sprostim pa imam svoj čas. Dejal si mi tudi, da z veseljem tudi rad kaj popraviš, če se kaj pokvari. Ja, če je res nujno, ja. Ti imaš tudi to žilico, da te veseli, recimo, da ugotoviš, kje je problem, zakaj nekaj ne deluje? Zanimanje je, ne. Ja, če pa je treba poklicati tudi mojstra, ne, da pride na pomoč. Zdaj na začetku sva omenjala, ne, da imaš mlajšega in starejšega brata, se pravi, ti si star 19, koliko pa sta stara brata? Starejši brat je 23, mlajši pa 9 let. In
Se pravi, morda, ja, tak je najmlajši 9 let, morda ne more pomagati še ravno tako kot vidva s starejšim bratom, pa Ja. vendar, a ne. Kako se pa kaj dogovorite vi, trije med sabo, kdo bo kaj delal? Ja, večinoma imam sam jaz pa starejši brat delo. Mlajši brat nama samo pomaga zraven, če je treba kaj prijeti. Drugače se pa hitro se zmenimo, pa včasih pride do kakih manjših sporov. Ja, normalno, ne. Bi morda vsi trije radi delali isto zadevo ali pa bili na, Ja, ja. Se mlajši kdaj pridruži potem notri v traktorju, v kabini? tudi. Je rad zraven, ja. Seveda. Kako pa bi rekel, ja, kako je odraščati na kmetiji ali pa na podeželju, ko živite obkroženi z sosedi, tudi konec koncev ne živite 3 generacije pod eno hišo, se pravi babica, dedek, starši, 2 brata. Kakšno je to tvoje odraščanje? Kako ti vidiš in doživljaš to odraščanje na kmetiji? Pa ne vem, ne predstavljam si, da bi lahko tako odraščal v mestu, ko pa tako na vasi. Zdi se mi prijetno, mirno, pa veliko druženja je, ne. Se pravi, tudi za kakšne igre je tule dovolj prostora, praviš, če le se ga pa najde. Ja. Ja. Ja, rekel si, da je tole odraščanje, ja, na kmetiji vedno bilo dinamično in tako naprej. Kako pa je danes? Nekaj si že rekel, ne, da z brati tudi kakšno špičite, če je treba, ne. Ampak sicer se pa v redu razumete. Ja. Ja. Kar se tega tiče, ni problema. Držite skupaj, ko je treba. Ja. Ja. Kaj pa tako sicer, kaj najraje počnete skupaj z bratoma, bodisi od kmečkih opravil ali pa če imate prosti čas? Pa pri kmečkih opravilih smo vedno skupaj, pri vsakem delu. Drugače pa v prostem času pa igramo nogomet ali pa kako namizno igro. Si rekel, nogomet imate tule kakšno igrišče ali si ga pač sami izborite, mislim, kar na travniku ali pa kako? Ja, včasih na travniku naredimo, drugače pa tudi v Šentvidu imamo igrišče. To ni daleč od tu. Ne. Kdo pa je recimo najbolj zagret, ko se lotite nekega dela, kdo je tisti prvi, ki reče, ajde, zdaj pa gremo v akcijo? Ja, težko reči, samo jaz pa starejši brat smo še najbolj. Mlajšega še malo na zabavo vleče. Odvisno od dela, a ne, tudi. Ja, to tudi. Ja. Zdaj, kot si rekel, ja, toliko glav živine, imate še kakšne druge živali na kmetiji? Lahko vidimo, ko smo prišla s snemalcem tule na vaše dvorišče, nas je pozdravila psica Iza, a ne? Ja. Ja. Pa imamo psico, pa zdaj smo še dobili par mačk. Imamo veliko. Zdaj vidim, da ste obkroženi tudi z gozdovi Ja. okrog, tudi kakšne divje živali. Se najde včasih kak zajec, lisica. Kakšna srna ali podobnega? Tudi Tega je nekaj tudi veliko. divjih prašičev? Bolj malo. Bolj malo, no. To je bolje, ne? Ja. Povej mi še nekaj o tem, Rok, a ne, približno 3 leta si tudi član Društva podeželske mladine Šentjur. Kako si zašel v njihove vrste? Ja, v to me je povabil starejši brat. Ne vem, videl sem, kakva je družba, pa razumeli smo se. Pa tam najdem take iste karakterje. Da se o podobnih zadevah pogovarjate. Ja. Najbrž ti je to najbolj všeč Ja. v vašem društvu. Se udeležuješ tudi teh raznih dogodkov, kot so kvizi, razne igre, kmečke in tako naprej? Ja, se tudi. Zdajle sem bil, ko smo imeli v Šentvidu, sem bil tudi jaz na kvizu tekmoval. Kako vam je šlo? Pa kar v redu. Zadovoljivo, ne? Ja. Ja. Je pa res to najbolj pomembno, kar si rekel, da je druženje, ne? Ja. Ja. Se tudi udeležuješ kakšnih drugih, ne vem, ko imate kakšne tečaje ali kakšne, ne bom rekel ravno krožke delavnice? Pa včasih, če imamo kaki turnirje naredimo za odbojko, pa se dobimo skupaj, pa tudi druga društva zraven. Je kar veliko vsega. Koliko pa je članov približno?
Tega pa ne bi vedel takoj. Ampak kar nekaj jih pa je. Ne? Ja, tisto pa. Ja. Tako da, zdaj povedal si mi tudi, da si gasilec v prostovoljnem gasilskem društvu Šentvid pri Grobelnem. Kako pa te je zaneslo pot med gasilce? Ja, to je že pa od malih nog. Oče, mama pa starejši brat so gasilci. Pa sem si rekel, da bi jaz tudi to probal, pa mi je kar všeč. Kako pa gledaš na to svoje poslanstvo gasilca? Pa pač v redu mi je, rad sem zraven, rad pomagam, pa rad to delim, ne. Imaš tudi, seveda imate tečaje, vaje in tako naprej, hodiš tudi na intervencije? Intervencije, ja, če se najde kakšna. Drugače pa zdaj imamo vaje, ko so tekmovanja, pa se tudi zberemo. Ja, gasilstvo je res ena taka plemenita stvar, ki je med Slovenci močno zasidrana, ne. In sploh tule, ko vidiš, ko praviš, da imaš zgled svojih starših starejšemu bratu, a ne, gre res ta prenos iz generacije v generacijo. Ja. Ko si pa ravno zdaj spomnil, no, ko govoriva o generacijah, tudi ne, dedka in babico imaš tule v bližini, kako pa recimo tudi dedek pove kakšno stvar ali pa kakšen nasvet da, kako sprejemaš kakšne te stvari, ki jih on ali pa babica povesta? Ja, kar poslušam, ker ona imata največ izkušenj s tem, pa se radi kaj pomenimo. Imate kdaj tudi kakšno zgodbo na zalogi, kako je bilo pa včasih, kako je pa Ja, danes? vsak dan. Ti kakšna taka stvar pride zdajle na pamet? Recimo, ko poveste, včasih je bilo pa tako, Ja, danes je pa drugače. ja, večinoma je to zaradi zmeraj bolj novejših strojev, pa večkrat rečete kaj o starejših časih. Kaj pa je, Rok, tista stvar, ki jo recimo babica ali pa mamica tvoja, ne, recimo skuhata, pa da je res rečeš, to pa je res prava pristna domača hrana, kaj bi rekel? Ja, za ob večerih, če je kdaj bela župa, to imam ful rad. Drugače pa goveja župa ali pa kaj takega. Goveje juho ob nedeljah, a ne? Ja. Ko si pomenil bela župa, lahko malo opišeš za tiste, ki ne bi poznali tega izraza? Ja, pač mlečni izdelek, ne. Jaz si dam večkrat noter kakav pa premešam. Zelo paše ob večerih. Se pravi, imaš rad mlečne jedi? Ja, zelo. Ja, no, saj, če je toliko mleka pri hiši, a ne? Ja. Ja, potem pa že gre. Rekel si mi tudi, da boš tudi letošnje poletje, ne, v domači župniji Šentvid pri Grobelnem, si zadnja leta animator in da boš tudi letos sodeloval pri oratoriju. Ja. Kaj pa ti pomeni ta vloga animatorja in tega udejstvovanja, da si v bistvu na razpolago daš svoj čas, ne, si prostovoljec? Ja. Ja, meni pač vedno se mi je dopadlo to, velike družbe, pa všeč mi je tudi, ko mlade učimo o veri, pa se skupaj zabavamo, no. Zdaj, mislim, da je letošnji lik na oratoriju je Heidi, če se ne motim. Ja. Ja. Torej, ona je tudi živela tako, ne, Ja. eno dvojno življenje, sploh potem, ko je šla živet v hribe, ne, je bila obkrožena z naravo, Ja. tako kot si ti obkrožen z naravo tule, ne, v domačih krajih. V prostem času si že omenil, ne, zelo rad igraš nogomet, tudi odbojko, Ja. ampak ti je nogomet bližje. Ja. Zdaj, ta zgodba o nogometu, ne, ima tudi malce daljšo brado, ker si včasih prav treniral nogomet. Ja. Pač to sem se že od mlajših let, so prijatelji špilali nogomet, pa starejši brat me je pol to malo bolj vživel v ta šport, pa še zdaj rad uživam. To je bil prav nogometni klub Šmarje. Šmarja. Zdaj, če te vprašam, za kateri slovenski klub navijaš,
Moraš biti pazljiv pri tem. Kaj boš odgovoril? Ja. Si pravi lokal patriot? Za Celje. No, sej Celjanom gre zdaj zelo Ja. dobro v zadnjih letih, ne? Spet državni prvaki. Ja. Tako da, kaj pa med tujimi klubi? Kam pa te tukaj vleče? Nemčijo, v München, Bayern. ja, Bavarci. A si bil tudi že na kakšni tekmi užival mogoče? Še ne, V tujini tega, kaj pa na slovenski ligi? to pa ja, To pa ja. velikrat. Se pravi Bayern z Münchenom. Zdaj vemo, da je tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ne, poteka v juniju in juliju. Si uspeš ogledati kakšno tekmo? Tudi ja, z staratekom večkrat kaj pogledamo. Aha. Pa radi tako navijamo. Ste športna družina v tem smislu Ja. navijanja? Ja, tudi. In kam te pa tukaj srce kaj vleče, za katero reprezentanco? Ja, poleg tega, da Slovenija ni udeležena, za Nemčijo, no, Aha. najbolj. Se pravi, se ta ljubezen klubska prenese tudi na Ja. reprezentančno raven, se pravi za Nemčijo. Ja, bomo videli, mogoče pa se uresniči. Oziroma navijaš za Nemčijo, ampak kaj pa napoveduješ, misliš? To je pa težko napovedati. Vsi dobro špilajo. Pa formi. 48 ekipi, a ne? Ja, Presenečenja so vedno možna, ja. ampak bomo videli. Rok, povej mi na koncu še nekaj besed mogoče o tvoji prihodnosti. Kako se vidiš morda v prihodnje kot nekdo, ki bo imel recimo svojo kmetijo, ki bo mogoče prevzel to kmetijo ali se bo ukvarjal s povsem nečim drugim, že imaš kakšne misli začrtane, vem, da si star šele 19 let, pa vendar najbrž te tudi že se zalotiš o razmišljanju o prihodnosti. Ja, za prihodnje še ne vem, ko je vsega kar dosti. Drugače pa želim si pač prevzeti domačo kmetijo, pa da bi tako nadaljeval. Torej je v bistvu kmetijstvo in podeželje je tvoj cilj, tvoja vizija in želiš ostati to in nadaljevati pot, ki so jo začrtali tvoji starši in stari starši. Ja, Super. Rok, jaz se ti lepo zahvaljujem za ta čas, ki si nam ga namenil, da smo te malo bolje spoznali, tebe in tvoje življenje. In te želim, da bi tudi v prihodnosti našel to veselje, moč, zadovoljstvo na podeželju, o katerem tako veselo govoriš in ga s svojim življenjem tudi soustvarjaš. hvala. Hvala, ker ste bili z nami, poslušalke in poslušalci našega podcasta. Z vami so bila Rok Hvala in Marko Mesojedec. Se poslušamo kmalu.